Dober dan! A veste, da imam realne šanse, da podrem svetovni rekord sestavljanja Rubikovih kock pod vodo z enim vdihom? Tole je moj poskus s 5 kockami. Na čas, ko sestavljam, pa bom izžrebil nagrajenca nagradne igre, ki sem jo razpisal prejšnji teden. Prve nagradne igre na tem kanalu. To je tak analogni žreb, a se tole vidi. Nobenih aplikacij, nič, samo ena ogromna solata listov. Najprej bomo pogledali, kdo dobi Rubikovo kocko 2x2x2. Gremo. Ok. Imamo kandidata ali kandidatko. To je Pina Jakoš. A se vidi? Ok, super. Ta čas jaz verjetno še kar sestavljam tistele Rubikove. Gremo zdaj naprej pogledati, kdo dobi eno Rubikovo kocko 3x3x3. Gremo. Hopla, padajo ven. Ok, nekaj imam. To je Igor Kokol. Druga Rubikova kocka 3x3x3. Nam še ostane, še eno imam za podeliti, ne? Gremo pogledati, kdo bo dobil tole. Vse mi pada ven, no, ajde, recimo tole. To je Aleksandar Arlič. A se vidi tole na listku? Aleksandar Arlič, yes, ok. By the way, vsi, ki dobite te nagrade, me poiščite na Instagramu ali pa na Facebooku in se mi prosim javite. Lahko se mi javite tudi tukaj v komentarjih, da se zmenimo, kako boste prevzeli nagrado, a ne? Zdaj pa še 3x po 2 vstopnici za silvestrsko ponovitev Ne gre vse v pi, ki bo 31. decembra v 5. v Štihovi dvorani. Gremo. Spet mi leti povsod. Tale bo zdaj bolj zapletena. Prva. Pro gamer. Kdorkoli že si, gamer v smislu igričar in ne igralec. Torej, ti si dobil enkrat 2 vstopnici za Ne gre vse v pi. Gremo naprej, naslednja. Ajde, tole bom vzel. Sandra Palčič. Sandra Palčič, dobro. In še zadnji 2x2x2x2, gledamo. Tole je ogromno solato. Žiga Černilogar Muni. Oj, bo čitljivo mogo pisati. Ok, tako. To so vsi nagrajenci. Hvala vsem, ki ste sodelovali. Hvala, da ste se oglasili v komentarje in tudi, da spremljate. Sicer pa to, kar sem rekel na začetku. Mislim, da če bi uspel skrajšati svoj čas reševanja Rubikove kocke pod 20 sekund, bi jih lahko pod vodo sestavil vsaj 8, če ne 10. Tako da, od zdaj naprej bom vadil hitrostno sestavljanje Rubikove kocke. Če ima kdo kakšne nasvete, se priporočam, kako naj to treniram, kako naj to vadim. Seveda bom pa istočasno vadil tudi za držanje sape in upam, da bo to čez kak mesec, 2 obrodilo sadove. Skratka, spremljajte naprej na tem kanalu. Hvala vam, srečno novo leto in se vidimo v 2019. Ali pa že prej, če bom še kaj objavil. Adijo!